Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Iz Velenjskega studia, kot ponavadi, spremljate oddajo Najviža, oddajo slovenske glasbe, oddajo narodno-zabavne glasbe. Po domače danes do nekaj minut po 9. z nami pa se zelo veselim, da lahko napovem svetovna prvaka v znanju na igranje, se pravi diatonične harmonike. Danes zaigrata pri nas tudi v živo, tako da še posebej zvesto ostanite z nami. Danaja Grebenc, Anže Krevh, seveda s pokali, da malo tudi vidimo, kako ta zadeva funkcionira in zgleda v praksi. Tudi iz domačega okoliša prihaja ansambel Potepini. Nove skladbice izdajajo fantje, zelo so aktivni, ne samo tako na glasbenem področju v studiu, ampak tudi snemanjem videospotom. In čist nič za njimi ne ostajajo 19-letni ansambel Unikat, ki ostajajo današnji osrednji glasbeni gostje. Vi vabljeni k ogledu in predvsem, da zapojete z njimi kakšno, ki je že na meji, da postane pornarodela, morda pa tale. Za belimi sem vrati, tišini obsedela, kako bi sploh verjela, da tu se vse konča. Besede na papirju so v duši me tiščale, le misli so iskale drobtine upanja. Kar je moje, je tvoje, vse premagava v dvoje, ker ob moji si rami ne bojim se sanjati. Vsaka barčica kdaj ujame med skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži. Za belimi je vrati čakalo nespoznanje, kako zbledijo sanje kot lep pomladni dan, da tebe bi objela, le to sem si želela. Mi lažje bo, ko pade obrasti v tvojo dlan. Kar je moje, je tvoje, vse premagava v dvoje, ker ob moji si rami ne bojim se sanjati. Vsaka barčica kdaj ujame med skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži. Barčica kdaj ujame med skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži. Vsaka barčica kdaj ujame med skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži. Le to sem si želela, da tebe bi
Fantastični ansambel Unikat, še zmeraj unikatni z nami. Sem se kar bal na začetku oddaje, sem malo pogledal, katere skladbe pa bomo danes od njih kaj slišali. Pa sem ugotovil, da je tudi nekaj frišnega, tako da ne prihajajo praznih žepov, čeprav pa njihove skladbe, kdo bi govoril o praznih žepih, če pa sem že na začetku oddaje povedal, da je na meji tale skladba ponarodelosti, a drži? Ja, ne vem. Zakaj To ne? si ti rekel, ne vem. Mislim, nam je skoraj že ponarodela, no mi jo je res na vsakem nastopu zaigramo večkrat. Ja. Tako da ja, upam, da pri poslušalcih, gledalcih tudi ta pesem že globoko v srcih. Tok lepo plešeš, se pozibavaš elegantno. Me zanima, kaj pa ti in kakšen šov Zvezde plešejo, to bi šlo? Ja, ne vem. Ha? Ja, ne vem, niso me še poklicali, ne? Kako ne? Ja, ne vem. Kaj čakajo? Dosti blizu živimo, bomo to zritali. Ja, A, naslednja sezona, bi to šlo čez? Ja, le ne vem. Bom premislila. No. Dobra ideja. Ko mi čaka, samo da pokličejo. Ko me čaka? Ko mi čaka, definitivno. Kaj pa ti? Jaz pa ne plešem. Ne Ne, plešeš? jaz sem krpel. A zato imaš kitaro, da nimaš Imam preveč kitaro, da- prostih tako, rok, da imaš tako. malo omejen okoliš točno to, igranja. točno to. Da ga ne bi jaz, Krasno. da ga ne bi jaz zagrabila pa začela plesati, ne? Ja, ja. Preventivno. Čeprav z Andrejo je kar fajn plesati, po mojem. Ja, ona je zelo lahkotna in tudi prave višine, tako da v bistvu v redu. Ja, lepo pleše. Polko Valček, kaj je bolje? Ja, po moje da Valček, ne? Ja? Ja, zaradi tega, ker je tudi ga lažje plesati. Čeprav jaz osebno pa zelo rad plešem na foxtrot. Je pa tudi res, da neki bistveno dober plesalc pa nisem. Je to- Mene v Zvezdah šel pleše, pač tem ne boš videl. Nikoli ne reči, nikoli. Sicer nisi rekel nikoli, ampak dobro, pustimo, mogoče pa do konca oddaje si tudi Davor premisel. Ja. Kaj bi ti rekel na to, ker sem prej rekel na meji ponarodelosti tale pesem, dobro ste jo zdaj tudi opremili z drugačnimi ritmi, a je to ritem foxtrota? V bistvu je ritem Ja. foxtrota, ja. Po narodelosti je pa tak, da v bistvu na špilih res opažamo, ne, da ljudje kar nekako zagrabijo in z nami zapojejo. Teda, ne vem, če čebelarju rečemo, zdaj pa refren vi zapojete, si tudi veliko krat upamo, pa rečemo, zapojete zdaj vi refren. In dejansko ljudje zapojejo, tako da, ja, dober občutek je zdaj, če je ponarodela. Jaz si želim, da bi nekoč bila, ampak že to, da ljudje z nami zapojejo, se mi zdi, da je velik uspeh v tej poplavi, ne, narodno-zabavne muzike in komadov. Ogromno, odličnih, tako da to je to, ja. Daleč od tega, da Slovenci obvladamo samo Polko Valček. Tudi foxtrot gre odlično. Vi imate tudi zdaj že 19 let izkušenj s tem, ker verjetno tudi takšne skladbe igrate. Kako se ljudje po vašem odzovejo na plesišču? Kaj jim gre najbolje? Ja, zdaj v bistvu mi kar igramo za različne okuse, ne, ker igramo tudi maturantske plese, tako da v bistvu nam niso tuji tudi drugi žanri. Kaj jim gre pa bolje? Ja, jaz mislim, da najmanj lahko falijo, če zaplešajo na valček ali pa polko. Ne. Tisti latinsko-ameriški plesi, standardni plesi so v bistvu že kar malo bolj zahtevni in eni so vešči temu, drugi pa malo manj, ampak vse veš, na odru, pa mislim na plesišču, pa če je gužva, se tudi teh stvari ne opazi. Ansambel Unikat so danes z nami, oddajo uvodoma smo namenili parim besedam o plesu, tudi na tole se da dobro plesati. In ansambel Unikat. Rekla je, da me je že videla tu, sem rekel, ja, mogoče parkrat res. Rekla je, haja, sem Angelika in to je moja sestra Nižika. Obi sva malo divje nocoj in ti edini si frajer tu. Če si za vročo avanturico, verjemi, nama res ne bo ti žal. Sem rekel, punce, nisem tak lover kot časih, nekaj leče za mano je. A bil je to čas, ko bil sem še mlad in punce preganjal rad. Če pa ljubezni si želita nocoj, mogoče vaju usmilim se. Nisem tak lover kot časih, nekaj leče zdaj za mano je. Še vedno družim se z slugecom, poznava se že z otroških dni. Časi zahajala v bare sva in mlade punce preganjala. Enkrat pa se zalomilo je, ko piknil se v napačno je.
čez množico zaslišal sem: hej, sem pridej, prosim, pomagaj mi. Sem rekel: sluga, nisem tak fajter kot časih. Nekaj let že za mano je, a bil je to čas, ko bil sem še mlad in gore premikal rad. Če pa želite se pretepat nocoj, danes nikoga ne strašim se. Nisem tak fajter kot časih, nekaj let že zdaj za mano je. Včasih se mi že zdaj zdi, da pozna se mi že teža let. Ko te lovim, pravim, da ne gre, moj ego reče, da to ni problem. Nisem tak frajer kot časih, nekaj let že za mano je, a bil je to čas, ko bil sem še mlad, se naokoli potikal rad. Blefirati res dobro sem znal, vse prepričal, da sem bal. Nisem tak frajer kot časih, nekaj let že zdaj za mano je. Nisem tak frajer kot časih, nekaj let že zdaj za mano je. To je ansambel Unikat in tudi, ja, kar nekaj let je že za njimi. Zdaj kaj teče 19. To pomeni, da ste zdaj v 20. Definitivno, ja. Letos, oziroma lansko leto smo praznovali našo 18-letko, tako da letos že teče 19. leto. Ja. Je bilo kaj posebnega ta preskok, to kaj pomeni za ansambel? Pa mislim, da ne. Si prepričan? Polnoletni smo. Polnoletni. Polnoletni Kaj to smo, pomeni, ja. da lahko pijete več? Ja, jaz tak ne pijem. Oni so si pa zdaj res prvošli. A res? Hecam Kdo se. najbolj? Slugi, ker največ vode spije in je moja konkurenca, ostali pa tako mal po mal, no, mogoče kako pivo, kdaj, ali pa kako kapljico dobrega vina. Verjetno tudi vaš ta zadnji pridružen član, ki je pa zdaj že, kaj, 3 leta okrogla. Ja, res že? je, ja, tretje leto že teče in hitro čas beži. Ja. Kako je z Unikati? Super je, kaj naj rečem. Unikatno. Super ekipa, tako, unikatno. Odkot črpate navdih za to, da polko in valček dajete počasi na stranski tir? Ali se samo en tak zdi? Ne divamo nič na stranske tir, ampak uživamo. Pač jaz uživam v polko, v valčkih uživam, če malka honček zaigram in to Ja. je to. Super. Kaj spremljaš narodno-zabavne ansamble, njihovo ustvarjanje? Ja, bom rekel, da včasih, ko sem še bil mali pizdun, Ja. no, v bistvu, ko sem še bil v vlogi tej, ko si zdaj ti, ne, ko sem kar nekako vedel veliko več, kot pa zdaj. No. Tako da moram reči, da sem kar se tega malce polenil. Čisto iskreno. Ja? Ja, teda mi marsikateri ansambl uide in moram vprašati, kdo je to? Kdo misliš, da Včasih je sem pa od vedel, vas najbolj napolno. izobražen, kar se tega tiče? Kaj pa vem? Še vedno ti? Ja, pa Andreja tudi kar zelo lepo sledi, ona tudi se mi zdi, da kar se teh stvari tiče, zelo dobro ve, kaj je fajn. Čakaj, pa ti kaj je poučuješ manj. harmoniko drugače, ne? Ja, ja. Ti kaj poučuješ petje? Ne, v šoli sam svoje otroke, Ja? mislim učence, ne drugače pa ne. Nimam časa. Ne. Ne. Lepo, ampak glasba je pa skoraj na prvem mestu, poleg družine. Tako bom rekla, deli si glasba, služba, ker zelo rada učim v šoli, in familija. Ja? Tako pa moramo malo krmariti, da so vsi zadovoljni. Sigurno spremljate to narodno-zabavno sceno, da veste, da narodno-zabavni ansambli hočejo predvsem nekateri delati malo drugače, tudi kakšne drugačne ritme, probati dobro, pustimo zdaj vaš foxtrot ob strani in kahonček. Me zanima, kakšen je po vašem mnenju vpliv balkanske glasbe, ki se zdaj tako vrača v Slovenijo, vrača pod narekovajem na ustvarjanje mladih narodno-zabavnih ansamblov. Veš, kak je žiga s tem? Jaz sem mnenja tak, ne, da zdaj, če tisti band, ki to naredi, uživa v tem, ne, Ja? se pravi, da ne dela zgolj zaradi marketinga in drugih stvari, se mi zdi
čist nič moteče. Ne? In tudi tisti band, ki naredi to res z jajcem, po domače povedano, in z nekim feelingom, tudi tako mat pride med ljudmi. Tisti, ki pa naredijo zato, ker pač je naredil on drug band, pa on tretji band, pa vidi, da se je pa to parel, tistim pa mogoče včasih ne izpade glih najboljš. Tako da jaz mislim, tako je Slugec prepovedal. Mi uživamo trenutno v kahončku in v tej akustični izvedbi, je to nekako najbolj pristno, oni pa če uživajo v tistem, pa hvala Bogu. Unikati ostajajo zvesti sami sebi, tudi z naslednjo pesmijo, ki ni valček niti polka, bi se pa mogoče dal, če bi se ekstra potrudili zaplesati tudi na to. Sreča je. Na ulici slišim vsak dan, stara se kitara. In on, ki jo igra, ne skriva več trdega srca. Nad je vse, kar ima, so njegove pesmi. Ko gledaš ga v oči, življenje te strezni. Sreča je, če dan te prebudi in če kdo ob tebi se smeji. In če se imaš vrniti kam, ko zunaj sladi se, ko v mraku luči prižgejo se, v parku sam nekdo sprašuje se, če kdo se za okni včasih zave, tam mu res lepo je. Na ulici sliši vsak dan, stara se kitara. A mimo skoraj vsi hitejajo pesem ne voli. Sam pa so vse, kar ima, le preproste sanje. In srečen kdaj kot ti, verjel rad bivanje. Sreča je, če dan te prebudi in če kdo v tebi se smeji. In če se imaš vrniti kam, ko zunaj sladi se, ko v mraku luči prižgejo se, v parku sam nekdo sprašuje se, če kdo se za okni včasih zave, tam mu res lepo je. Luči prižgejo se, v parku sam nekdo sprašuje se, če kdo se za okni včasih zave, tam mu res lepo je. Če kdo se za okni včasih zave, tam mu res lepo je. To so ansambel Unikat. Ostajajo z nami osrednji glasbeni gostje oddaje Najviža. V nadaljevanju ne zamudite, v studio prihajata in za vas sta si vzela čas novopečena svetovna prvaka v znanju na diatonično harmoniko. Še predtem Hozentregarji. Ko včeraj skupaj sva po mestu šla, je spet nastala panika. Z njo izmenja nekaj sem besed, kot bi takrat se zrušil svet. Potem si mi težila, da sem kriv, a jaz sem neprijazen bil. Medtem ko vidiš katastrofo v tem, se to ne zdi mi sploh problem. Zakaj, zakaj mi piješ kri, ker gledam naokrog? Zakaj, zakaj težiš, da sem prevzet od njenih nog? Zakaj, zakaj mi ne verjameš, da sem priden fant? Zakaj, zakaj si misliš, da sem prevarant?
danes jaz sem 100% tvoj, zato se čisto nič ne boj. Ne misli si, da kaj narobe je, če kakšno še opazim kdaj. Ne misli si, da osrečuje me, da tvoj zakaj mi piješ kri, ker gledam naokrog. Zakaj težiš, da sem prevzet od njenih nog. Zakaj mi ne verjameš, da sem priden fant. Zakaj si misliš, da sem prevarant. Da sem priden fant. Zakaj si misliš, da sem prevarant. Zakaj si misliš, da sem prevarant. To je oddaja Najvižja. Hvala, ker ste počakali. Verjetno vas zelo zanima, kaj se bo zdajle zgodilo. Namreč v studiu oddaje Najvižja imamo sveže, pečena, svetovna prvaka o znanju na diatonično harmoniko. Če se pa ne motim, je pa še ena beseda absolutni zraven. Anže Krev, dober večer. Lepo pozdravljeni. Kako je? Pa super. Odlično, ne? Ja, viš da. Iz katere glasbene šole prihajaš oziroma kdo je tvoj mentor? Moj mentor je magister Manuel Šavron. Lepo. Fajn. In tole je pokal za kakšen zdaj točen naziv? Za absolutnega svetovnega prvaka. Kaj ti pomeni ta naziv? Ja, ta naziv mi pomeni zelo veliko, saj to se vidi in je poplačan moj trud, moje treniranje in vse ostalo. Koliko si zdaj star, če smem? 18 let. Polnoletnost. Danes si sam pripeljal že sem? Tako je. Odlično. Kak poseben občutek? Super. Odgovornost? Ja, zelo veliko. Me zanima, koliko lahko Anžeta kdo planira ali pa ti planiraš kakšen narodno-zabavni ansambel? Pa zato še nisem razmišljal. Bolj se želim videti v neki solo karieri, v izvajanju klasičnih glasb. Koliko je pa popraševanja potem? A se to splača? Pa je zelo veliko, no. Na kakšen način? Oziroma, kje so možnosti nastopanja? Bolj kot na raznih koncertih, slavnostnih prireditvah in podobno. Fajn, za razne predsedniške vrhe, ki pa zaprejo cesto. Tako je to. Prav, ja, čestitke za uspeh. O našem imenu oddaja Najvižja verjetno tudi strani gledalk in gledalcev. Harmoniko ima seveda danes tukaj iz razlogov, ker boš nekaj zašpilal. Točno tako. Prva bo katera? Furije od skladatelja Rolanda Mahniča. Sliši se zelo zahtevno. Je? Je zelo zahtevna, ja. Je, pa najboljš, da imaš obe prosti roki. A mi zaupaš tole stran, da jaz odnesem? Zmenjeno. Anže Krev je z nami in poslušajmo tole mojstrovino na tipkah.
A je sploh treba kaj reči? Perfektno. Anže Krevh z nami, absolutni svetovni prvak. Čestitke, kdaj pa je prišel tale naziv do tebe? Zdaj, ne dolgo Ja, časa igrali nazaj. smo 31. maja, to je bil petek, rezultate smo pa izvedeli 1. junija. Čakaj, a ne zveste potem isti večer? Ali kako? Ne, čaka smo mogli do naslednjega dneva zvečer. Aha. Anže, kaj misliš, da tebe kot muzikanta razlikuje od, ne vem, drugih muskontarjev, ki špilajo frajtonarco? Pa kaj pa vem, srečen sem lahko, da sem odkril ta talent v sebe, da sem šel prav smer, v tisto smer, katero me tudi zanima, da sem tudi začel s svojim mentorjem skupaj razvijati drugo glasbo na frajtonarco in to je ravno ta point tega. No. Sicer igraš še kakšen drug inštrument? Ne, 18 let si star, si že zaključil zdaj šolo? zdaj imam maturo. Maturo? Ja. Kako pa to zdaj usklajuješ vse skupaj? Ja, je kar naporno, no, ampak gre. Ampak gre. Kaj je večji dosežek zate trenutno, da opraviš maturo ali tole, kar že imaš? Pa mogoče mi ta več pomeni. Verjamem, ja. Kam naprej? Zdaj sem se vpisal na fakulteto za mehatroniko v Mariboru. Upam, da bom sprejet in da bom uspešno končal šolanje. Sprejem tega. Ja. Sej verjetno tudi gledajo tisti, ki morajo. Skratka, najlepša hvala, ker si prišel. Še eno zaigraš, katera je to? To pa je skladba Bossa Marino od mojega profesora oziroma učitelja Emanuela Šavrona. Pozdrave tudi vam. Fajn peba imate, odlično mu tole gre. Morda še vprašanje, koliko vaj je potrebnih za takole znanje frajtonarce? Ja, zelo veliko. No. Za to tekmovanje sem se pripravljal slabo leto. Sicer igraš harmoniko že koliko časa? Od 6. leta, to je 13 let. Sem pa velika treniral tudi po 5-6 ur na dan. No. Odlično. Hvala še enkrat. Hvala. Srečno. Še eno Anže Krevh zaigra. Ni pa osamljen primer, kar se tiče takih nagrad. Še ena princeska prihaja v nadaljevanju. Zdaj pa še enkrat Anže Krevh.
So tudi vam misli odtavale, meni so. Anže Krevhin, absolutni svetovni prvak v znanju na diatonično harmoniko z letnico 2019. V tem trenutku prihaja v studio pa dekle, ki je pa tudi osvojila podoben uspeh in zaradi tega, ker sicer tudi v našo oddajo Najvižja prihaja iz glasbene šole Klemna Rošarja kar nekaj nadebudih učencev na harmoniko, smo se odločili, da povabimo tokrat tudi Klemna Rošarja, vodjo glasbene šole in istočasno tudi predsednika Zveze diatonične harmonike Slovenije. Dober večer. Dober večer. Verjetno se vi prav tako zelo veselite uspeha, ki ga je dosegla vaša Danaja v nadaljevanju, pa tudi Anžetovega, ki smo ga pravkar slišali. Ja, seveda Danajenga se veselim kot njen mentor, Anžetovega pa tudi kot predsednik Zveze diatonične harmonike Slovenije, kajti zveza se zelo trudi za, bom rekel, popularnost diatonične harmonike, za njen razvoj, z organizacijo državnega prvenstva in za sodelovanjem tudi z Avstrijsko zvezo, ki je bila organizator svetovnega prvenstva. In Slovenska zveza je v Avstrijo poslala 17 tekmovalcev. Smo veseli, da so se udeležili v tudi rekordnem številu in da sta bila med njimi Anže in pa Danaja. Kako je z ostalimi državami? Kje ima Slovenija največjo konkurenco oziroma kateri so tisti, ki jim harmonika tudi tako dobro gre k našim mladincem? Ja, zdaj na svetovnem prvenstvu so tekmovali predstavniki iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice, Nizozemske, Ukrajine, Italije, mogoče sem še koga pozabil, Slovaške, tudi Češke. In katero državo še mogoče izpostaviva poleg Slovenije? Ja, zdaj, če bi gledal malo po rezultatih, so tisti, ki nam najbolj konkurirajo, Avstrijci, pa Južni Tirolci, Italijani. Ampak letos so res Slovenci izstopali. Tudi prvič se je zgodilo, da sta v obeh starostnih skupinah, torej v mladinski do 18 let in pa v odrasli nad 18 let zmagala oba Slovenca. To je prvič se zgodilo in zato smo šli domov še bolj veseli. Bilo je res čudovito vzdušje tam, ker smo pa slavili v obeh primerih. Kot zvezi vam zdaj pritiče organiziranje svetovnega prvenstva kdaj? Ja, sicer to ni povezano s tem, da sta Slovenca zmagala. Mi smo imeli že prej dogovor, da bo naslednjo svetovno prvenstvo potekalo leta 2021, ker poteka na 2 leti, v Termah Olimia v Sloveniji. In seveda pri organizaciji bo močno sodelovala Zveza diatonične harmonike Slovenije in bomo se potrudili, da bomo podrli nekaj rekordov v smislu številčnosti, udeležbe in tako naprej. Morda še to vprašanje, kaj na tekmovanjih najbolj razlikuje tiste, ki igrajo? A je to dinamika napak, verjetno tako ni, ali pač so? Ja, težko je recimo na takem nivoju igrati čisto brez napake. So kakšne drobne napakice. Dobro, recimo Anže pa Danaja jih res nista imela, zato so tudi zmagala. Ja, seveda se razlikujejo tekmovalci med sabo. 38 jih je bilo recimo v obeh skupinah, od tega je bila recimo 3/4 je bilo vrhunsko pripravljenih, res odlično. Zelo malo je bilo tistih recimo, ki so mogoče prišli malo slabše pripravljeni. Drugače pa ravno zaradi tega, ker je to le svetovni naziv, čeprav kdo pričakuje, da bo 300 tekmovalcev, ker je to svetovno prvenstvo, ampak malo kdo si ni upa sploh prijaviti na svetovno prvenstvo, tudi ve, kakšne repertoarji se tam igrajo, povezano je to za stroški prijave, bivanja, poti in če nisi res v samem vrhu že na nacionalni ravni, potem pač na svetovno prvenstvo ne greš.
Torej, to pomeni, da teh 38 tekmovalcev je bilo res perfektnih. Najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala lepa. In najlepša hvala za vse krasne učence, ki nam jih pošiljate v oddajo. Hvala lepa, ni problema. Srečno. V tem trenutku pa do Danaje in dober večer, Danaj Greben, živijo. Dober večer. Kako je? V redu. Fajn, ne? Ja, Koliko je tole težko? ne toliko, manjko harmonika. Zasluženo pa zelo, a ne? Ja, verjetno. Ti si že stara 18, sicer gospodičen se tega ne sprašuje, a ne? Ne, 13. 13 in harmoniko igraš zdaj že koliko časa? 6 let pa pol od 6 let iz vrtca. Starša te na tej poti res zvesto spremljata. Ja. Kaj je tisto največ, kar se ti zdi, da ti data? A je to, da te peljeta na kakšen nastop, ali je, ne vem, nova obleka, nova frizura za pred nastopom, ali je potem spremljanje tako s fotoaparatom? Ja, ker vse to, tudi da me peljeta, tudi stroški, ki jih prinaša harmonika, največ pa tudi, da me podpirata. Je bilo težko tekmovanje? Še kar ja, Konkurenca, misliš, da je bila huda? to definitivno. Ja? Ja. Tudi danes si ti zato prišla, da nam nekaj zaigraš? Ja. Si želimo tega, seveda. Katera bo prva? Prva bo Tango to go od Herberta Pixnerja. No, pa slišimo tole. Boš imela zraven sebe, mi predajaš? Ja, Se si ne zaslužim, sam držal bom, brez skrbi. Danaja Grebenc, izvoli. Danaja Grebenc je še zmeraj z nami iz glasbene šole Klemna Rošarja, mladinska svetovna prvakinja, ali kako je zdaj pravi naziv? Ja. In kaj potem ta nagrada prinese, poleg tega pokala tudi kakšno odgovornost? Ja, to definitivno tudi. Do koga? Ja, tudi do harmonike, pa da še naprej vztrajam in da se trudim tudi čim boljši igrati. Glede na to, da že imaš toliko izkušenj, že imaš mogoče tudi ti kakšne učence? Ne še. Ne še. V redu, kaj pa Danaja in kakšen narodno-zabavni ansambel? Zaenkrat ga še ni, ampak upam, da pa bo čim prej. O, lepo, fino. Še eno zaigraš, katera je to? Alpengold Spielereien od Manfreda Eisla. No tole, Danaja Grebenc, najlepša hvala za obisk v studiu in slišimo še tole z največjim veseljem in čestitke še enkrat.
Iskreno smo veseli, da ste si v tokratni oddaji Najviža vzela za naš čas in za vas seveda svetovna prvaka v znanju na diatonično harmoniko. Veseli bomo, če ostanete z nami še naprej v tokratni oddaji Najviža. Kmalu vas pozdravijo Potepini. To je oddaja Najviža in z vami že Potepini. Ti nisi prava. Tvoj smeh in nežen glas, mi noro všeč mi je tvoj vitek stas, po novi modi se ravnaš, se rada s fanti poigraš, ker tega ne priznaš. Med nama vidno šlo je vse narobe, saj ponavljaš stalno iste fore, na te ljubi kdor te zmore. Viš tega jaz ti ne priznam, da nisem hotel biti sam, a takšnim kot si ti dekle, jaz Bogom rečem le. Zdaj vem, da ti nisi prava, si se z mano le igrala, ljubezni nisi dala, sem le za te bil bedak, a zdaj si sama ostala, za mano se jokala, prepozno pa spoznala.
spoznala, da jaz bil bi tvoj junak. Še vedno, ko pojaviš se, vsi strmijo vame in ne pustijo, da bi ignoriral te. Saj ti s pogledi kar požiraš me, res so tvoje mini krilo. Za druge fante je bilo vabilo, zame pa bilo je le svarilo, kar med nama se je zgodilo. Viš tega jaz ti ne priznam, da nisem hotel biti sam, a takšnim kot si ti dekle, jaz Bogom rečem le. Zdaj vem, da ti nisi prava, si se z mano le igrala, ljubezni nisi dala, sem le za te bil bedak, a zdaj si sama ostala, za mano se jokala, prepozno pa spoznala, da jaz bil bi tvoj junak. A zdaj si sama ostala, za mano se jokala, prepozno pa spoznala, da jaz bil bi tvoj junak. Odlični potepini so tole in kaj me zelo navdušuje pri tem ansamblu, da so v tem malem času, odkar so skupaj razvili, se mi zdi, da nek svoj nastavek zven, da si jih nekako že zapomnemo. A? Dober večer. Dober večer. To je pohvala. Ja, hvala lepa. Kaj naj komentiram na to tvoje trditev? Ja, če se vam zdi, da je že do tega prišlo. Ja, načeloma mislimo, da že, ker nas ljudje že prepoznajo po tem stilu. Tako da ja, se trudimo v tej smeri naprej tudi izvajati vso našo glasbo. Koliko časa ste že zdaj skupaj potepini? 5 let bo. Že 5 let. Ja. V redu, bolj na polke, bolj na valčke, je to sploh vprašanje? Polke. Ampak imate valčke tudi radi? Tudi imamo valčke. Naprimer, katerega? Ja, 2 valčka imamo. En je prosim reci mi, en je pa ljubezen greje me. Ok, kaj pa od drugih izvajalcev mogoče še kak valček? Kak čebelar mogoče. Klasika torej. Klasika. Brez klasike ne mine tudi kakšna dobra veselica, drži. Tako, tudi Mozarta igramo pa vse. Mozarta igrate? Tako je. Ne da slišimo. To bo je pobed zaigrati, ker to ni vokalna zadeva, ne. A res? To je inštrumentalna. No, a lahko slišimo Mozarta? Ne izvajamo to tekle dejansko. To je samo tako je. Ok, potepini so z nami. Malo tudi skrivnostni. Prekrokana noč pa je naslednja, seveda polka. Izvolite. Bila je ena tistih noči, ko zjutraj te spet glava boli, saj so včeraj pilo, je plesalo, vse do jutra s prijatelji smejalo. Priznati moram jaz odkrito, da spominjam se res ne veliko, vendar nekaj zagotovo vem, da nocoj zopet pojem si ta refren. Jaz potrebujem vikend, ki bi trajal teden dni, da s prijatelji bi žural dolge dneve in noči. Odkot pili bi možgane in zapili na ves glas, da bi slišalo se tja v sosednjo vas. Ponedeljka do petka, vsi garali smo močno. Ob koncu za tedna na ves glas zapojemo. Jaz potrebujem vikend, ki bi trajal teden dni, da s prijatelji bi žural dolge dneve in noči. Odkot pili bi možgane
slišalo se tja v sosednjo vas. Pili bi možgane in zapili na ves glas, da bi slišalo se tja v sosednjo vas. Da bi slišalo se tja v sosednjo vas. Pravijo, da ko izvajajo polke, sploh če so njihove, da so preprosto takrat najboljši. Potepini še zmeraj z nami v oddaji Najviža. Ne pozabite, da se vračajo v oddajo tudi osrednji glasbeni gosti Ansambel Vikend. Kar se tiče Potepinov, pa vam takoj za naslednjo polko, kako naj ti povem, izdajo, kje boste lahko z njimi kmalu žurali v živo. Ja, sezona veselic je gotovo že odprta, poletje se približuje, temu primerne tudi temperature, ki dvigujejo krila zmeraj višje. Kako naj zdaj ti to povem, da tako se ne grem, čeprav najlepša punca zame daleč naokoli si, ti prepovedan sadež si, zavidno, skrivaj igra se z mano ti poredno. Kako naj zdaj ti to povem, da te ljubiti ne smem. Vidno, ko se srečava, ponavljaš, da končala sta, da le z navade z njim si, da zapravljaš čas. Z mano ti poskusila, se naskrivaj pri meni zbujala, lagala mu, da si njegova vsas. A misel, da si z mano ti, so strast v tebi prebudi, takrat pokažeš, kdo v resnici si. Kako naj zdaj ti to povem, da tako se ne grem, čeprav najlepša punca zame daleč naokoli si, ti prepovedan zadaj si, zavidno, skrivaj igra se z mano ti poredno. Kako naj zdaj ti to povem, da jaz se tega ne grem. Nad svojim telesom si izgubila oblast, več zdrava pamet ne pomaga, zdaj na vrsti je strast. Kako naj zdaj ti to povem, da tako se ne grem, čeprav najlepša punca zame daleč naokoli si, ti prepovedan zadaj si, zavidno, skrivaj igra se z mano ti poredno. Kako naj zdaj ti to povem, da jaz se tega ne grem. Ti prepovedan zadaj si, zavidno, skrivaj igra se z mano ti poredno. Kako naj zdaj ti to povem, da jaz se tega ne grem. Potepini so še zmeraj z nami v tokratni oddaji Najviža. Prejle smo vam namignili, da jih lahko kmalu slišite v živo in glede na to, da so veselice že, kje? Ja, veselice so pred vrati, Potepini bomo zdaj igrali v okolici, tukaj v Velenju, se pravi v Pesju, 15.6. PGD Pesje, gasilska veselica, tako da vsi vljudno lepo vabljeni. Sicer Potepini bolj za veselice, bolj za poroke, na katerem odru se najbolj počute? Pa vse posod radi zaropotamo, ni važno, je to veselica, ali je to poroka, ali je to kakšna prijat fešta. Zaropotate tudi kaj na bobne? Seveda, seveda. To Šved poskrbi.
Ne? Tale s harmoniko. S harmoniko, rad pa je tudi tolče. Ok, čakaj, grem zdaj tja, ker verjetno ne slišiš, kako? Predn je bil muzikant, je bil rocker prej včasih. A res, kako pa se rock zdaj vključuje v narodno zabavno glasbo? Ja, zelo dobro, no. Ja? Vedno bolj se mi zdi, no. Misliš, da ste tudi zaradi tega posebni, da imaš štrlite ven? Ja, možno. Možno, ne? Da se ti stili so se mal prepletli in zdaj je pač ratal to, kar je, ne. Mi je všeč, da vlečete rdečo nit naprej, tudi z naslednjo pesmijo, ki je frišna. Ta je pa čist frišna, ja. Mislim, ni čist, ampak je dokaj frišna. To je pa nova skladbica z naslovom Usojena. Kdo so avtorji? Avtorji glasbe, seveda besedilo in melodijo sem napisal jaz. Čestitke. A ste ponosni na to? Ali je to tako uspod? Ne, ni uspod, za vsako skladbico se je treba svoj čas vzeti, dobro razmisliti, pa dobro napisati potem, pa tudi melodijo dobro narediti. Videospot? Videospot je tudi posnet, vse skupaj se lahko gledate na YouTubeu, tako da vse je bilo v lastni režiji, bi rekel. Lepo, da ste prišli, hvala lepa. Hvala. Se vidimo kmalu zopet, vi vabljeni, ko gledal videospota, sicer pesem slišimo zdajle, je fantastična, moram reči, sem jo že slišal kar ene parkrat. Kaj sem še hotel glede njih povedati? Bom pol, ko se vrnemo z ansamblom Unikat do konca oddaje Usojena, potem pa ostanite z nami še naprej. Nocoj ti priznam, da se napake moje napolnile piroman. Od vina pijan, tokrat šel sem predalec, zdaj ostal sem tukaj sam. Brez tebe ne znam, življenje pusto zdaj in prazno je. Daj ostani, draga, ne zapuščaj me. Ko si odšla, sabo vzela košček si mojega srca. Mojim lažem prsti pokazala in mi rekla, da sem kreten. Zdaj mi je žal, da včeraj sem ti vse priznal. Če le naprej lagal bi, s tabo bi še ostal. Zdaj, ko si šla, so dnevi prazni vsi, predolge vse noči. Se bo vrnila le v moji glavi je, srce močno boli. Reci, da še vedno si nora name, da nihče te drug tako ne vname. Različen najin je okus, jaz sem minus, ti si plus. Vendar nasprotja se privlačijo, z očmi se vroče slačijo. Priznajva si, da jaz in ti usojena sva si. Ko pogledam me, zdi se mi, da več ne vidi me. Moj obraz že do dobra včeraj pozabila je. Se dotika me in pravi mi, da več ne čuti me. Ko govori me zbega, jaz pa vem, da ljubi me. Zdaj, ko si šla, so dnevi prazni vsi, predolge vse noči. Se bo vrnila le v moji glavi je, srce močno boli. Reci, da še vedno si nora name, da nihče te drug tako ne vname. Različen najin je okus, jaz sem minus, ti si plus. Menda nasprotja se privlačijo, z očmi se vroče slačijo. Priznajva si, da jaz in ti usojena sva si. Priznajva si, da jaz in ti usojena sva si. Danes v beli ti obliki srečna nevesta, obljubljaš pred Bogom, da mu boš zvesta. V dobrem in slabem skupaj hodita, po poti življenja, radosti in trpljenja.
Srečna, ker sta se našla. Sanje, kar naenkrat se uresničijo. Zbrani smo ob tebi, dragi vsi. Prstan se bleščal na tvoji roki bo. Ljubezni večne znamenje je to. Danes tu ob tebi fant iskren stoji. Svoje bi življenje dal za ti. Vajina ljubezen traja na 7 dni. V srcu vajinem najmirno tli. Danes v beli ti obliki srečna nevesta. Obljubljaš pred Bogom, da mu boš zvesta. Ker sta se našla. V dobrem in slabem skupaj hodita. Še en fantastičen valček pa v tokratni oddaji Najviža, tudi strani ansambla Unikat. Kaj pa ti? Se spomniš še začetkov vseh nasmehov in besed, ko bila sva res midva. Oba želela le, da skupaj se postarava, brez preprek in brez solza. Močnejša od sveta, vsaj tako mislila sva. A kmalu sva spoznala, da ljubezen ni dovolj. In sedaj v srcu je bolj. Daj povej, spet mi dva v noči iste sanje sanjala. Brez idej zdaj zaspi, kot te ni. Še si želim tvojih dlani, kaj pa ti? Skrenila sva s poti, kriv sem sam, kriva si ti. Počas zacilil rano, sem to laži
kaj pa Ansambel Unikat so še zmeraj z nami. V tem trenutku vprašanje o unikatnosti. Me zanima, ali imate kaj konkurence na slovenskem glasbenem prostoru, kar se tega tiče? Vse se hecaš, ne? Ne, se ne. Ker je ogromno narodno-zabavnih ansamblov, ne? Ja, ogromno je, ampak definitivno konkurenca je ogromna, ne? Res bendi se ful trudijo, se sam tudi veš, da ustvarjajo res dobre viže. Dobri avtori pišejo, besedila se pišejo, se mi zdi, da z leta v leto boljša. Tako da konkurenca je in hvala Bogu, da je ena. Kaj pa konkurenca unikatnosti, glede na to, na kak način se vi predstavlja? To si mislil. Okej. Ja, tudi po moje, da je, ne? Čeprav vse mi se neki posebej ne predstavljamo, to ime je prišlo čisto v bistvu spontano, ne? Da je naš duhovnik rekel, da vsak človek je za sebe unikat, 5 ljudi, unikat, to je to in se je to ime prijelo in traja do danes. In naj traja še naprej, še na mnoga leta do 20-ice sigurno, ker je tik pred vrati. Kaj se bo takrat zgodilo oziroma še pred tem tudi kakšna nova skladba pade tudi v nadaljevanju, a še pred tem gremo počasi. Ne viš, kaj bi ti delal, če pustila bi in moji domišljiji dovolila bi, da razvajam te do neba, polastim se ti srca, ukradem ga. Če hočeš po korakih, ti na cilj z menoj, predolgo boš čakala, da bom čisto tvoj. Kaj če ogenj prej dogori, kaj če strast se ohladi in čar zgubi. Dragi, zakaj se ti mudi? Pusti, da samo se zgodi. Greva lepo počasi, kot mi je všeč, počakaj, ne hiti preveč. Greva lepo počasi, kot mi je všeč, počakaj, ne hiti preveč. Je včasih enostavno, da se prepustiš in ne preračunavaš, kaj lahko zgubiš. Daj popusti malo nocoj, pojdi preko mej z menoj in se ne boj. Dragi, zakaj se ti mudi? Pusti, da samo se zgodi. Greva lepo počasi, kot mi je všeč, počakaj, ne hiti preveč. Da si z menoj, da bom čisto tvoj. Greva lepo počasi, kot mi je všeč, počakaj, ne hiti preveč. Greva lepo počasi, kot mi je všeč. Počakaj, ne hiti preveč. Unikati še zmeraj z nami, unikatni pa tudi zaradi tega, ker so se odločili, da bi zadnjo skladbico predstavili kot novost, ampak čisto zadnjo. Zakaj? Da bo večji efekt potem, ko bomo šli spat, ali kaj? Ne, zato ker je to čisto sveža, Ja. naša najnovejša. Predvčerajšnjem smo tudi za njo posneli spot Lepo. in čakamo v velikih pričakovanjih, kako se bo tole zales steklo. Kaj je zdaj to? A je polka ali je valček ali kaj bomo zdaj slišali?
Nekaj vmes. Nekaj vmes. Foxtrot. Glej, kajon, ja, lahko bi bil foxtrot, ja, definitivno. Okay. To je tak poročen komad in jaz si kar predstavljam ženina pa nevesto. Pred tabo zdaj stojim. Tako, to je da ne naslov. kleči. A ja, zdaj to je po to obredu. se dva poročita in potem se stojita nasproti in si izpovesta To je ljubezen. tisti trenutek, ne? Potem... To, ja. Trenutek, ko že imata Polnoči. prstana, ali potem, ko čakata, ali je še kdo, ki mora kaj povedati? Jaz mislim, da takrat, ko jih že imata, ampak ker je pa tak lepe besede, se noti lahko tudi pred poroko. Kdo jih je napisal? Jaz? Lepo. A sem se zdaj sama pohvalila? Ne? Ja, zato sem prišel, ne, ker sem čakal, a bo rekla, dej Petra je Ne, do mislila sem, Davorja. da ne boš rekel, da ne boš tega vprašal. Ja, lepo. Ja. Ni- Vprašaj, kdo je še melodijo napisal? No, melodijo? Nisem jaz. Matic. To je pa klasika, ne, pri vas. Bolj kot v zadnjem času, ja. Tudi aranžmaji, bolj kot ne. Ja? Tako. Čeprav pri aranžmajih tudi skupaj sodelujemo. Je pa res, da je nastajala skoraj 4 leta ta komad. Pa se mi zdi, da smo v prejšnji oddaji celo govorili nekaj na to temo, da Andreja nekaj piše. Ja, mislim, da je bilo res, ja. Ja, in zdaj smo je točno to ratalo. imeli, preoblikovali, nikoli nismo bili tako zadovoljni, da je rekli, to je to. Ja. In smo Zaradi besedila? vse skupaj. Okej. Se je spremenil, ne? Ja, stvar je taka, da mi ne damo pesmi od sebe, če v njo nismo res prepričani, če nismo zadovoljni z melodijo, besedilom, aranžmajem. In včasih jo pač pačemo notri, ne vem, tako dolgo, da nastane nekaj, kar je res, vsaj v naših pogledih, ne vem, lepo, dobro in prijetno za uho. Video spot je posnet, kdaj približno ga lahko pričakujemo? Roko 14 dni, recimo. Lepo, lepo. Ja. Spremljajte ansambel Unikat, najlepša hvala, ker ste bili danes z nami. Srečno, do prihodnjič, pa tudi vam želim lep večer še naprej in njihova najnovejša frišna v tem trenutku samo za vas. Zdaj, da bom točno, zdaj pred tabo zdaj stojim in jaz pred vami čez teden dni. Čau. Kako se pot življenja je odvila, nekoč kot tujca, danes sva najlepši par. Se vprašam, res obstaja dobra vila, ki kriva je, da greva pred oltar. Naj tale pesem moje bo darilo, ti z njo povedal bom, kako te rad imam. Življenje smisel s tabo je dobilo, ti moja si, nikomur te ne dam. Pred tabo zdaj stojim in si skrivaj želim,
lepo mi je, ljubim te. Uh-huh.